Tigrasti komarji izvirajo iz tropskih gozdov jugovzhodne Azije. V Slovenijo pa so prišli s pomočjo človeka, saj jih ljudje nezavedno gojimo v stoječih vodah. Ker so tigrasti komarji slabi letalci, letijo do največ 200 metrov. To pomeni, da se je vsak, ki ga vidimo v bližini hiše, razvil pri nas ali pri sosedih. Letos, tretje leto zapored, občine Slovenske Istre v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci organizirajo preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Občine predvsem poskrbimo za javne površine najprej. Nanašamo sredstvo, popolnoma neškodljivo sredstvo za zatiranje tigrastega komarja v stoječih vodah na javnih površinah, medtem ko občane pa pozivamo, da sami naredijo veliko na tem področju in sicer, da ne puščajo odprtih posod, ker se nabira voda, da jih pokrivajo, vkolikor ni potrebno, da se voda tam nabira. Za razliko od drugih komarjev, tigrasti komarji pikajo samo podnevi. Pik tigrastega komarja lahko povzroči oteklino, srbenje in bolečino. Občine organizirajo preventivno akcijo predvsem za preprečevanje razmnoževanja nadležne vrste. Zaradi tega, ker tigrasti komar je precej invazivna vrsta in je vrsta, ki dejansko že tudi izpodrinila našega avtohtonega komarja, hkrati pa je prinašalec nevarnih virusov. Hranijo se s krvjo ljudi in toplokrvnih živali, ter lahko prenašajo tudi različne viruse, na primer čikungunjo in dengo ter virus Zahodnega Nila. V naše kraje tigrasti komarji prihajajo s pomočjo tovornih čolnov, ki prispejo v Luko Koper. Različne vrste pnevmatike predstavljajo odlične pogoje za razvoj komarjev. Tako ličinke in že razviti komarji na gumah, odloženih na prostem, prispejo do nas. Komar dejansko potrebuje zelo malo vode, da lahko odloži svoje jajčice. In takrat, ko odloži, se začne cikel. Zdaj, ko se začne vročina, je ta cikel precej hiter, potrebuje nekako cirka dober teden za razvoj. Za zmanjšanje možnosti razmnoževanja komarjev na javni infrastrukturi bodo občine uporabljale sredstvo Aquatain, ki na vodni gladini ustvari mikrofilm, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec. Gre za varno sredstvo, ki ne škodi ljudem, živalim in rastlinam. Sredstvo bodo v občinah ulili v otoke na cestah. Med občane razdelimo tudi brezplačne ampule tega sredstva, tako da si ga lahko tudi sami nanašajo v svoje sode, ker zbirajo deževnico oziroma ostale, cvetlične lončke in tako naprej. V Izoli in v Piranu se da to dobiti na naših javnih komunalnih podjetjih. V Kopru je za to poskrbi Marjetica Koper in sicer v njihovi vrtnariji pri pokopališču, v Ankaranu pa na turističnem informacijskem centru. Sredstva je potrebno zelo malo, 1 ml za 1 kubični meter vode. To pomeni, da morajo občani v cvetlični lonček uliti samo 1 kapljico akvataina. Sredstvo se nanaša le enkrat na 28 dni, razen v primeru večjega dežja. Predvsem moramo paziti po deževnem obdobju, ker takrat se nabere največ vode, ki tudi stoji. Nenazadnje, sploh v sušnih poletjih, vsi vemo, da vsak dež, ki pride, nas spodbudi k temu, da postavljamo veliko različnih posod, ker nabiramo deževnico za namene zalivanja, nenazadnje tudi zelenjave. In takrat v bistvu svetujemo, da v tisto vodo kapnejo malo tega sredstva. Saj sredstvo ustvari en tak filter na vodni gladini, ki prepreči komarju, da sploh pristane. Vkolikor pa v vodi so že odložene ličinke oziroma jajčica komarja, pa to sredstvo ta jajčica dejansko zaduši. Akcija bo trajala v času, ko je komarjev največ, in sicer od maja do oktobra. Na občini Izola poudarjajo pomen vključevanja občanov v akcijo, saj brez njihove udeležbe učinek ne bo popoln. Nutrije na brežinah Rižane in Badaševice poznamo že vrsto let. Doslej se o njih ni veliko govorilo, saj so to precej mirni rastlinojedi glodavci, ki živijo v vodi ali na obvodnih področjih. Nutrija sicer izvira iz Južne Amerike, kjer so jih zaradi lova v namene pridobivanja kožuha skorajda iztrebili. Drugo ime zanjo je bobrovka, saj spominja na bobra, vendar se od njega razlikuje po obliki repa in 2 sekalcih značilne oranžne barve. Tudi v Slovenijo so jih pripeljali kožuharji, ki so jih gojili v ujetništvu že v 30 letih 20. stoletja, vse dotlej, ko je bilo krzno še modna muha. Tam na izviru reke Rižane pri bobrih, tisto so bile nutrije, ne vem pa, kdaj je bilo to vzpostavljeno. Jaz mislim, da so nutrije sem prišle v bistvu čisto
iz nekih ekonomskih vidikov, ker so jih pač vzrejali za pridobivanje krzna. Pol so pa bodisi zbežali v naravo, bodisi so jih rejci spustili, ko to ni bilo več ekonomsko upravičeno. Tako smo tudi v Sloveniji, v porečjih Rižane, Ljubljanice, Save in Mure dobili tujerodno vrsto, ki že več desetletij živi tu, večinoma na brežinah stoječih in počasi tekočih voda, jezer in akumulacij. Nutrije so aktivne ponoči, ker pa jih ponekod ljudje hranijo, so še posebej v bližini naselij temu prilagodile svoj bioritem in navade. Nutrije so sicer rastlinojede, živijo v rovih, ki jih izkopljejo v obrežje, zato jim stroka očita, da s tem lahko spodjedajo brežine. Vendar Ja, študije, ki bi konkretno raziskovale vplive nutrije v Sloveniji ni. Seveda opazovanja kažejo na objedeno vegetacijo, na rove v brežinah, povečano erozijo, vendar ni bila konkretna študija, ki bi spremljala in dokazala, za kakšne konkretne vplive gre. Obstajajo pa take študije za tujino in nedvomno ima nutrija pomembne vplive, saj uničuje vodno vegetacijo, povečuje erozijo voda in hkrati tudi vznemirja in lahko moti ptice v času gnezdenja in podobno. doslej večjih debat o nutrijah ni bilo. Kaj se je torej zgodilo? Pregled medijskih objav pokaže, da se je gonja proti nutrijam pričela sredi maja, ko so pogrizle cevi dveh luksuznih plavajočih hišk, parkiranih v Gruberjevem kanalu v Ljubljani. Lastnik, podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, je cevi moral zamenjati za odpornejše. Nutrije pa so prišle pod žaromet in v nemilost lovcev in biologov. Stroka se za napoved odlova sklicuje na evropsko uredbo, ki pravi: Ja, nutrija je invazivna tujerodna vrsta po evropski uredbi. Vse države članice smo dolžne ali odstraniti tujerodno vrsto iz okolja, ali pa vsaj preprečiti njihove širjenje v prostoru in povečevanje škode, ki jo v obstoječem prostoru, kjer je že naseljena, povzroča. To pomeni, da je treba zmanjševati njihovo število, oziroma, če se ga da, najbolje je vrsto odstraniti iz njenega nenaravnega okolja. In v bistvu ni pomembno zdaj, kako veliko številčnost je cilj, da se populacije čim bolj zmanjšajo in z lovom nismo uspeli zmanjšati števila nutrij oziroma jo obvladovati, kljub lovu se je nutrija še vedno širila in se je populacija povečevala, kar pomeni, da ta ukrep ni bil zadosten. Zato zdaj še odlovi z živolovkami in pač potem ustrelitev njihova. Napoved odlova je na noge dvignila naravovarstvene aktiviste, ki so še posebej kritični do načina lova in usmrtitve. Blanka Štibil, ki zase pravi, da je zgolj aktivna državljanka, je ustvarila peticijo, ki jo je v dobrem tednu dni podpisalo 24.000 ljudi. Poziva k drugačnemu obravnavanju teh živali. Prvo bi bilo fajn vedeti, po katerih študijah in raziskavah so oni to sploh prišli do tega, ker kot so potem kasneje izvedli, gre za študije iz tujine, ki se nekako ne more primerjati z nami. O številkah ne vemo nič. Po eni strani stroka reče, da v istem stavku, da ne vemo sicer natančnega števila nutrij, se je pa to trend rasti zvišal za 2-krat do 3-krat. Tako da je na protislovja, mi pozivamo v bistvu k bolj humanemu pristopu, se pravi najprej konkretni raziskavi teh številk in potem bolj humanemu pristopu. Aktivisti opozarjajo, da živo lov s kasnejšo usmrtitvijo živalim po nepotrebnem povzroča hud strah. Po besedah Sonje Rozman je bila ta metoda izbrana zato, ker samo lov ni dovolj učinkovit. Za kastracijo ali sterilizacijo se niso odločili, saj ni znano, kakšno je preživetje steriliziranih in kastriranih živali ter kakšne so njihove socialne interakcije z drugimi osebki po kastraciji ali sterilizaciji. Priročnik, kako obvladovati invazivne vrste, domneva, da ta metoda živalim povzroči več trpljenja. Vendar so se v bližnjem Trstu po protestu pred 2 letoma vendarle odločili zanjo. V Trstu so se potem odločili za kastracijo in sterilizacijo. In je bilo to uspešno? Ne vem, koliko je uspešno, ker so komaj v začetni fazi. To je zdaj, mislim, da 2 leti odar so bili te protesti, ampak bomo videli, kaj bo iz tega. Sigurno je bolj human način. Zaenkrat naj bi se odlov nutrij izvedel le v krajinskem parku Ljubljansko barje. Kakšna pa je situacija z nutrijami na obali? V naravnem rezervatu Škocjanski zatok je
v bistvu glede na površino sladkovodnega dela rezervata, ker se nutrije recimo zadržujejo, je število teh glodavcev majhno, glede na površino. Jaz bi ocenil tam nekje na največ 15 osebkov. In neke škode v teh letih, je pa res, da je pred leti bilo to število nutrij bistveno višje, zdaj pa je nekako zmanjšano, verjetno je to tudi pogojeno z hrano, ki je v okolici. Zdaj pa, recimo, kar se tiče vodne infrastrukture, recimo vodno-gospodarske, torej nasipov, zaporničnih sistemov, sifonov, kar imamo tukaj noter za upravljanje ustreznih vodostajev. V vseh teh letih nismo opazili nobenih nekih negativnih vplivov, da bi spodkopavali nasipe ali kakorkoli. Je pa res, da recimo se opaža vpliv na obvodnem in obvodnem rastlinju, vendar pa to je nekako še zmeraj v mejah neke, ni to tako kritično, vsaj po naših ocenah in ocenah botanika, ki tukaj dela. In kar se tiče pa tudi nutrij, smo pa recimo tudi v preteklih letih opažali tudi to, da recimo kakšno majhno lutrijo rjavi lun zna tudi upleniti. Morda bi bila vendarle na mestu domača študija o tem, kakšno je število nutrij in kakšno škodo povzročajo, preden se stroka in lovci odločijo za poskus iztrebitve, čež da to naroča Evropska direktiva. Kljub temu pa je na mestu opozorilo biologov. V bistvu je na nas ljudeh, da preprečimo take ukrepe, tudi kot so usmrtitve tujerodnih vrst. Zaradi tega, ker mi smo krivi, da smo jih pripeljali v novo okolje, in predvsem na nas je, da preprečimo nadaljnje vnose invazivnih tujerodnih vrst. Te lovi nutrij niso zaradi sovraštva do nutrij, ampak zaradi varstva domorodnih vrst in ekosistemov. To naj bo v bistvu ključno sporočilo. Toda lov z živolovkami in na to ustrelitev je po tolikih letih sobivanja z nutrijami vendarle zelo agresivna metoda za varovanje domačega ekosistema. Naj dodamo še, da naj bi meso nutrij na to uporabili za hrano za pse, čež da je po podatkih veterinarjev zdravo. V torek so se piranski občinski svetniki sestali na 6. redni seji, na kateri so obravnavali 12 točk dnevnega reda. Sprejeli so predlog zaključnega računa proračuna za leto 2022 in predlog o prenehanju veljavnosti odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve. Potrdili so tudi sklep o podelitvi stavbne pravice na parceli v Novi vasi, ki je bila izvedena na podlagi javnega razpisa. Direktor turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin je svetnikom predstavil letni program in finančni načrt združenja za leto 2023, ki so ga sklepčno potrdili. Potrdili so tudi predlog programa dela in finančni načrt javnega zavoda Auditorij Portorož za leto 2023, ki ga je predstavil v.d. direktorja Borut Bažec. V drugi polovici sejnega dnevnega reda so svetniki potrdili poročilo in plan o izvajanju koncesijske dejavnosti mestnega linijskega prevoza družbe Arriva. Soglašali so tudi z delno povrnitvijo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 in se seznanili z letnim poročilom o delu medobčinske uprave Istre za preteklo leto. Ob koncu seje so se posvetili kadrovanju. Svetniki so obravnavali predloge za imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Južna Primorska in predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep o imenovanju novega direktorja javnega podjetja Okolje Piran Neseta Dulaja. Monotonost splošnega odobravanja pri njegovem imenovanju sta prekinili le repliki svetnice Mejre Hot, ki je dvojno funkcijo Dulaja označila za sporno, in svetnika Davorina Petarosa, ki je svetnike, ki so zaposleni v tem podjetju, naprosil, naj se izločijo iz glasovanja in razprave, saj bo v nasprotnem primeru seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije. Občinski svetnik iz Gibanja Svoboda in bodoči novi direktor okolja Neset Dulaj je zatrdil, da vkolikor zakonodaja dvojno funkcijo dopušča, ne misli odstopiti iz vrst občinskih svetnikov.
Nesedula je v podjetju Okolje nabral dolgoletne izkušnje na različnih področjih, zadnji 2 desetletji kot vodja sektorja turistične infrastrukture. 4-letni mandat bo nastopil 14. junija. Na 5. redni seji Izolskega občinskega sveta so svetniki sprejeli sklep o imenovanju novega direktorja javnega podjetja Komunala Izola. Sicer je na razpis za vodilno funkcijo v izolski komunali prispelo 7 vlog, pri čemer so bile 4 nepopolne. S preostalimi 3 kandidati je izolski župan Milan Bogadič opravil razgovor. Kot najbolj razvojno in ekonomsko naravnana vizija razvoja podjetja je bila ocenjena vizija dosedanjega vršilca dolžnosti Robija Flega. Je pa po besedah Flega bila potrditev mandata pričakovana. Pričakovana, vseeno sem imel dober občutek, sicer nič ni gotovega, dokler ni potrjenega, ampak sem bil nekako optimist, da se bo dobro išlo. Njegov program dela bo temeljil predvsem na kvalitetnih storitvah. Vsekakor bo poudarek, da se storitve, ki jih komunala izvajajo na kakovosten način, hkrati učinkovit, torej stroškovno učinkovit, torej da se storitev, ki jo izvaja komunala, maksimizira z vidika sredstev, ki jih ima na razpolago in to se na koncu odrazi v zadovoljstvu vseh občanov in konec koncev tudi občine kot lastnika komunale. Sicer je Flego univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magister s področja poslovodenja in organizacije. Kariero je začel leta 1997 v Cimusu, kjer je upravljal različne naloge z področja tehnologije, logistike, načrtovanja proizvodnje ter informatizacije poslovnih procesov in informatike. Različne vodstvene vodilne funkcije je upravljal tudi v Aktualu, družbi za upravljanje slabih terjatev bank in Intereuropi. Pretekli četrtek so se ankaranski svetniki zbrali na 6. redni seji občinskega sveta. Po predlaganem dnevnem redu so najprej potrdili zapisnik iz prejšnje seje, v drugi točki pa načeli glavno točko dnevnega reda, ki je bila vezana na delovanje nadzornega odbora. Ankaran po zadnji seji ostaja brez delujočega nadzornega odbora, čeprav je od nove sestave občinskega sveta minilo že pol leta. Člani nadzornega odbora so sicer znani že od januarja, še vedno pa na čelu najvišjega občinskega organa ni predsednika. Vprašanje, kako naj nadzorni odbor nadaljuje z delom brez predsednika, ostaja odprto. Kot je na seji napovedal župan Ankarana Gregor Strmčnik, bodo ta vprašanja naslovili na zunanjo pravno službo. 9. marca lani je Visokošolski sindikat Slovenije izvedel prvo samostojno stavko v visokem šolstvu, v sklopu katere so zahtevali ustrezno vrednotenje svojega dela, odpravo plačilnih krivic in normalne pogoje za delo. Strokovna pogajanja rešitev niso prinesla, zato so v torek ponovno stavkali zaposleni v vseh 3 slovenskih univerzah, v Ljubljani, Mariboru ter Kopru, kjer so za ves dan prekinili delo. Mesece smo poskušali na pogajanjih doseči nek kompromis, s katerim bi bilo zagotovljeno minimalni pogoji za dostojno upravljanje dela na univerzah in to vseh zaposlenih. Tukaj ne govorimo samo o eni skupini, ampak vseh zaposlenih. Borili smo se tudi za to, da se končno uredijo vsa plačna nesorazmerja, ki se že leta in leta vlečejo. In zdaj je prišel trenutek, ko nam ni preostalo nič drugega, kot da smo se odločili za stavko. V sredo naj bi se pogajanja nadaljevala, oziroma naj bi na teh pogajanjih vlada predstavila svoj predlog urejanja teh plačnih nesorazmerij. Visokošolski učitelji brez doktorata, na primer, in lektorji imajo dolgo časa že strani vlade obljubljeno, da bojo plačne krivice odpravljene, torej pozabili so na njih pri več dvigih v zadnjih letih pri plačah v javnem sektorju. In smo še vedno v tisti situaciji, ko imajo lektorji v bistvu nižjo plačo od učiteljev jezika na srednji šoli. Če recimo samo njih izpostavim, pa tudi asistenti, na primer brez doktorata, ne dobimo jih na univerze, zato ker so tako nizke plače, ker je plača čisto malček nad minimalno. In na ta način znanost ne more preživeti, ne more izpolnjevati svojega poslanstva. Predvsem stavkamo za to. Geslo stavke je bilo Univerze ni podjetje, kar pomeni, da univerze ne morejo delovati kot organizacije v zasebnem sektorju, kjer je glavno vodilo pridobivanje dobička. Ne povem, niso samo plače, tudi delovni pogoji so
na marsikateri univerzi ali pa fakulteti slabi. Recimo pri nas na univerzi na Primorskem je to zelo odvisno od tega, na kako bogati univerzi si zaposlen. Ne povem primer, jaz učim pravne predmete in moja fakulteta mi ne more kupiti visokošolskega učbenika, ki bi ga dala na polico v knjižnico, ker za to nimamo denarja. 30 € stane tak učbenik. 30. Podporo jim je izrazila tudi obalna sindikalna organizacija KS90 in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Drugače pa nas študenti pri naši stavki podpirajo, ker stavka za znanost in stavka za boljši položaj učiteljev na univerzah je tudi stavka za boljši položaj študentov, ne? Ker če je odliv ta boljšega kadra z univerz, če mi ne dobimo dobrih asistentov v predavalnice, če smo nesrečni s svojimi delovnimi pogoji, potem se najbrž tudi na študentih to nekako pozna. Če bo potrebno, bodo stavko nadaljevali 13. in 14. junija med izpitnimi roki, ki jih bodo primorani odpovedati. Če bodo tudi takrat naleteli na gluha ušesa, bodo stavko zaostrili septembra s popolnim zaprtjem pedagoškega in univerzitetnega dela. Zdravje je ena najdragocenejših vrednot. Pravilna skrb za zdravje je ključna, saj nam omogoča brezskrbno življenje. Kako pomembno je zdravje, smo se imeli priložnost prepričati v zadnjih letih, ko je pandemija koronavirusa izpostavila pomanjkljivosti zdravstvenega sistema. Nacionalni inštitut za javno zdravje že od leta 2015 pripravlja podatke o zdravju prebivalcev. Z merjenjem zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike na lokalni ravni za promocijo in krepitev zdravja prebivalcev. Cilj je tudi ozaveščanje prebivalcev o zdravstveni pismenosti, ki tudi vpliva na njihovo zdravstveno stanje. Posamezniki z višjo stopnjo zdravstvene pismenosti imajo manj težav z obvladovanjem bolezni. Pri izbiri najbolj zdrave občine se poleg znanstvenih kazalnikov zdravja upoštevata tudi zainteresiranost in vključenost občine pri izboljšanju zdravja občanov. Letos je najbolj zdrava občina Mestna občina Velenje. Med nominirane občine se je uvrstila tudi Izola. Kako zdrave pa so občine Slovenske Istre? V povprečju je bil bolniški dopust delovno aktivnih prebivalcev obalnih občin daljši od državnega povprečja, ki znaša 19,4 dneva. V občinah Slovenske Istre je manj oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni kot drugod v državi. Kolesarjenje nam pomaga ohraniti zdravje in planet. Izola v tem pogledu blesti, saj ima kar 99,6% prebivalcev dostop do varnih kolesarskih in peš poti. Za njo so Piran z 99,1% prebivalcev, Koper z 97,4% in Ankaran z 97,1%. Stopnja telesnega fitnesa otrok kaže na to, kolikšen delež otrok starih od 6 do 14 let dosega ustrezno raven gibanja. V Sloveniji ta znaša 43,7%. V Izoli in Ankaranu so otroci bolj aktivni kot na ravni države, medtem ko so v Kopru in Piranu manj. V Kopru, Piranu in Ankaranu je prav tako delež otrok in mladostnikov z astmo manjši kot na ravni države, v Izoli pa je višji. Poškodbe v prometnih nezgodah so vodilni vzrok prezgodnje umrljivosti otrok in mlajših odraslih, hkrati pa so glavni vzrok za sprejem mladih na zdravljenje v bolnišnico. Število bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah na 1000 prebivalcev v Sloveniji znaša 1,1, v občinah Slovenske Istre pa znaša manj, in sicer 0,7 v Kopru, Izoli in Piranu ter 0,4 v Ankaranu. En večjih vzrokov za prometne nezgode je vsekakor vožnja pod vplivom alkohola. Delež nezgod, ki so jo povzročili alkoholizirani udeleženci v državi, znaša 8,5%, v Izoli pa 13,7%, v Ankaranu 11,1%, v Kopru 8,3% in v Piranu 12,7%. Zdravstveni pregledi imajo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju in preprečevanju bolezni. Stopnja udeležbe v ključnih presejalnih programih, kot so Svit, Zora in Dora, je bila najvišja v Izoli, najnižja pa v Piranu. Te presejalne pobude so ključne za odkrivanje bolezni, kot je rak, kar omogoča pravočasne posege in boljše zdravstvene rezultate. Novih primerov raka prijavljenih v register je bilo največ v Kopru, najmanj pa v Ankaranu. Število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj je v vseh občinah približno državnem povprečju, ki znaša 14,5 na 100 prebivalcev. Stopnja umrlosti zaradi samomora je na obali manjša kot na ravni države, najnižje pa je v Piranu. V zdravstvenem domu v Luciji je pretekli teden začela delovati prva ambulanta za neopredeljene v občini Piran.
Zdravstveni dom Piran v Luciji ima organizirano ambulanto za neopredeljene, ki je v bistvu virtualno ena ambulanta, delajo pa v njej 4 zdravniki, vsak v svoji ambulanti. Tako da, ko se pacient naroči ali išče pomoč v tej ambulanti, ga na informacijskem pultu usmerijo glede na razpored, glede na urnik posamezne ambulante v te prave prostore. Ambulanta za neopredeljene deluje 4 dni na teden, od ponedeljka do vključno četrtka. Neopredeljeni pacienti se lahko v ambulanto prijavijo po telefonu ali po elektronski pošti. Ambulanta deluje na ta način, da prve 3 mesece se pač ugotovi, koliko neopredeljenih dejansko potrebuje pač svojega zdravnika oziroma to ambulanto, in na podlagi opredeljenih v prvih 3 mesecih ministrstvo potem ustrezno korigira program in financiranje te ambulante. Potreba je izgledala relativno velika in smo bili kar malo nesrečni zaradi tega, ker se ljudje niso hoteli opredeljevati v ambulanti v Piranu, ki je še do meseca nazaj imela možnost opredeljevanja, in to nam je preprečevalo organizacijo te ambulante za neopredeljene. Sedaj, ko smo pa ambulanto odprli, je pa povpraševanje relativno zelo malo. Ambulanta za neopredeljene v Luciji deluje za dobro polovico programa, ki sprejme med 800 in 1000 neopredeljenih pacientov. Delovala bo v tem obsegu prve 3 mesece, na kar sledi korekcija strani ZS oziroma ministrstva glede na število opredeljenih. In sigurno po naši oceni se bo to bistveno skrčilo. Na Obali primanjkuje osebnih zdravnikov. Trenutno so prosta mesta v 3 ambulantah za neopredeljene, ki se nahajajo v zdravstvenem domu v Kopru, Izoli in Piranu. Na Obali se lahko opredelite v katerikoli ambulanti za neopredeljene, ne glede na občino, v kateri prebivate. Bliža se zaključek šolskega leta in s tem prihod poletnih počitnic, ko bodo lahko otroci brezskrbno uživali v poletju. Za njihove starše je zgodba povsem drugačna, saj jih ima večina delovne obveznosti in bodo morali v tem času urediti varstvo otrok. Letos bosta zato Mestna občina Koper in Osnovna šola Koper ponovno poskrbeli za poletno počitniško varstvo. Potekalo bo od 26. junija do 21. julija ter od 16. do 25. avgusta med 7. in 16. uro na Osnovni šoli Koper. Prijavijo se lahko učenci od 1. do 5. razreda. Za otroke, ki obiskujejo šolo v Mestni občini Koper, boste morali odšteti 8 evrov na dan ali 35 evrov na teden. Za ostale pa cena znaša 13 evrov na dan in 60 evrov na teden. Poskrbljeno bo za malico, kosilo in popoldansko malico ter zanimiv program z delavnicami in izleti. Prijave so že odprte, potekale pa bodo do 11. junija oziroma do zapolnitve mest. Elektronsko prijavnico najdete na spletni strani Osnovne šole Koper. Varstvo bo organizirano tudi v občini Ankaran, ki skupaj z ortopedsko bolnišnico Valdoltra tam organizira počitniško varstvo. Namenjeno je otrokom občanov Ankarana in otrokom zaposlenih v bolnišnici, ki bodo v letu 2023 zaključili 1., 2., 3. ali 4. razred osnovne šole. Prijave sprejemajo do 4. junija. Fašistična država je svojo rasistično ideologijo pokazala že dolgo pred vojno, ko so škvadristi požgali Narodni dom v Trstu. Ko se srečamo s tako raso, kot je slovanska, manj vredna in barbarska, ne smemo proti njej izvajati politike sladkorčkov, temveč politiko palice, je le nekaj mesecev po požigu v svojem govoru oznanil Mussolini. S priključitvijo zasedenih ozemelj leta 1941 italijanska država začne izvajati svojo raznarodovalno politiko. Sprva mehka politika okupacije, zaradi prepričanosti v večvrednost lastne kulture, se hitro sprevrže v politiko trde roke. Leta 1943 italijanska fašistična država kapitulira. Leta 2023, približno 80 let po padcu fašizma, se na ulicah Trsta zbere skupine ljudi in obletnici smrti protislovenskega desničarskega novinarja v njegov spomin izvedejo 3-kratni fašistični pozdrav. Med njimi je tudi vidni član Bratov Italije. Kako je sploh možno, da smo priča takim dogodkom v 21. stoletju? Kako je možno, da pri takem dogodku sodelujo tudi vidni politiki, posledic pa nobenih? Posledica česa so taki dogodki?
In glede na vedno večjo prisotnost skrajne desnice v politični realnosti Evropske unije, lahko pričakujemo še več. Na zgornje vprašanja bomo poskušali odgovoriti v torek ob 18. uri na Megafon TV v oddaji Tema tedna. Že od leta 1995 se v Luki Koper dogaja brutalno izkoriščanje delovne sile, je Damjan Wolf, predsednik obalne sindikalne organizacije KS90, dejal ob otvoritvi novinarske konference na temo več kot 20-letnega dela delavcev v Luki Koper, ki so svoje naloge opravljali prek izvajalcev pristaniških storitev oziroma tako imenovanega IPS-a. Gre za generacije izkoriščenih delavcev prek IPS-a, med njimi je tudi eden izmed mnogih primerov Hašib Hurtić. Ne samo da smo bili malo plaćeni za veliko, mi smo dosegali veliko ur da bi malo zboljšali plaću. Pa celo sam mogao prodajati svoje bone za toplo malco svojemu gazdi, če je stala bon 4 eura, on mi je plaćao po 3,500, da bi jaz malo zboljšao svoju finančno situaciju glede plačila, položnice ovega i onega, glede družine. Ne. Si vesta čas bio na klic, delavec na klic, čeprav vsak dan. Pa vsak dan po 12, 13, 14 ur. V začetku leta so sindikalisti poslali poziv upravi Luke Koper, v kateri so jo javno pozvali k osebnemu in javnemu opravičilu delavcem, izplačilu razlike v plačilu, ukinitvi nezakonitega tristebrnega kadrovskega poslovnega modela in k direktni zaposlitvi vseh delavcev. Razlike v plačilu je nastala kot posledica obravnave v primerjavi z direktno zaposlenimi delavci Luke Koper. V odgovor so dobili tišino. Želeli smo imeti tiskovno konferenco pred vhodom upravne enote, žal so nam to preprečili in zato smo danes tukaj. Pred vhodom Luke Koper, kjer ponovno jasno povemo, da se ne bomo ustavili in da seveda zahtevamo, da Luka Koper pri vseh teh enormnih dobičkih, ki jih ima, končno reši krivice, ki so več kot 20 leti nastajale v Luki Koper skozi IPS sistem in zaradi svoje trajne potrebe zaposli direktno v Luki Koper tako vse agencijske delavce, ki jih je več kot 350, kot tudi vse izvajalce zunanjih storitev, ki tolčejo rekorde na avtomobilskem terminalu. Za podporo delavcem, ki že leta in leta bijejo boj z nezakonitimi delovnimi praksami, ki so jim v škodo, ki jim rušijo zdravje in ki so nepravične in tudi slab zgled za vse ostale družbe, ki se zgledujejo in podobno počnejo s svojimi zaposlenimi. Njihov glavni poziv je, da se sestanejo z deležniki Luke Koper, da rešijo krivico izven sodnih mlinov. V nasprotnem primeru bodo vlagali terjatve, kar bo povečalo strošek Luke. Vrednost odškodnine za vse delavce ni znana, saj Luka Koper te podatke hrani pri sebi. Luka Koper ima dobičke, Luka Koper ima stabilno poslovanje, zato neki izgovori, zato da bi bilo potrebno delavce izkoriščati na način, da se jim niti minimuma ne priznava delavskih pravic, enostavno niso upravičeni, so nemoralni in tako kot je rekel Marko že prej, zavržni. Čas je, da pač Luka Koper s takim dejanjem preneha, čas je tudi, da regulatorji, tudi državni, na to, bom rekla, odreagirajo. Če Luka Koper predloga sindikatov in delavskih organizacij ne bo sprejela, bodo s 1. julijem pričeli z vlaganjem vseh 300 novih zahtevkov na delovno sodišče v Kopru. Mladinski nogometni klub Izola je v začetku maja na rednem občnem zboru izvolil novega predsednika Damjana Pucerja. Načrti so sigurno pripeljati kvalitetne trenerje v klub s tem, da bi delali kvalitetno z otrocmi in vlagati dosti v infrastrukturo in v znanje samih trenerjev v mlajših selekcijah. V klub je trenutno včlanjenih približno 130 otrok, ki trenirajo v 5 selekcijah od U9 do U19. Aktivna pa je tudi članska ekipa. Vse ekipe so v mlajših selekcijah v MNZ ligi. Moram pohvaliti najbolj tukaj U15, katera je na tekmovanju Transfrontaliera, kjer so igrali v Italiji in v Sloveniji z različnimi tujimi ekipi, so z
dosegli drugo mesto, kar je za nas zelo, zelo dober uspeh. Velike težave pa jim predstavlja infrastruktura, ki jih omejuje pri napredovanju v drugo ligo. Prva stvar je sama travnata površina, ker v drugi ligi pač na umetni travi ne moreš tekmovati. Tudi ta trava tukaj je stara že več kot 10 let in življenjska doba te trave je 10 let. Smo v nekih dogovorih z občino, da naj bi to popravili, naredili novo. In druga stvar so reflektorji. Moja želja je, da bi bilo glavno igrišče v travnati, naravni travi in da bi nam omogočila občina še zunaj neko površino, katero bi naredila umetno travo z reflektorji, kjer bi lahko članska ekipa trenirala in normalno tudi vse mlajše selekcije. Predsednik si želi, da bi v naslednjo sezono vstopili z dovoljšnim številom igralcev v vseh kategorijah. Želi si tudi možnosti tekmovanja v drugi ligi. Dosti zdaj delamo na samih sponzorjih, pogovorih s sponzorji za naslednjo sezono in dolgoročne sponzorje potrebujemo. To so že neki pogovori stekli, ni še nič konkretnega. To je prva. Druga stvar je, kot se neko kadrovsko, trenerske kadre moram pripeljati v ekipo, dobre, kvalitetne. Normalno to pripelje višje stroške, zato rabim sponzorje manjše in velike. Zakaj se je letošnja sezona začela turbulentno, pa je povedal trener. Situacija je bila pač v začetku taka, da je veliko otrok se razbežalo, da ni bilo kadra, da smo uspeli v zadnjem trenutku nekako dobiti še določene fante, kateri so bili pripravljeni se priključiti tem selekcijam. Tako da od spodaj nekako pri teh selekcijah U7, 9, 11, 13 in tako tu je kar bilo kadra. Poznalo se je odhod, ker ni bila pač situacija sigurna, kaj bo s prvo ekipo, tudi kako bo delovalo, tako da so igralci bežali v druge klube, v Sežano, v Dekane, v Piran, tako da je bilo prav nekaj problemov. Na koncu vsega se je šlo dobro in je dobra popotica za naprej. Trener si želi, da bi bilo v prihodnje v klub včlanjenih okoli 250 otrok, kot jih je bilo nekoč. V bodoče si treba mladinski pogon dvigniti na višji nivo. Skušali bomo že v tem letu nekako mladince, kadete to reorganizirati in skušali bomo z mladinci pristopiti v to drugo slovensko ligo, iskati rezultate. Tako da če združimo se skupaj, mladinski pogon in članske dvigniti na višji nivo. Izolski nogometni klub letos obeležuje že 100. obletnico. Po besedah predsednika načrtujejo poseben program, ki je zaenkrat še skrivnost. Danes bomo mimoidoče vprašali eno najtežjih vprašanj. Kateri datum je danes? 31. maj, je tako? 31. ali 1. Prvi. Danas, mi smo na odmoru, nama je 31. maj. Do you know which date it is today? No. Wat voor dag? What is the day? It's a lovely day for my wife. It's a beautiful woman of the world. Kdo ve, kateri datum je danes? 31. maj. 31. maj. Kako veš? Ja, ker vem, ko imam izpit danes. Kateri? 30. Ne, 31. je. Danes, 31.5. Ti veš, kateri je? Ja, ne vem. Che giorno è oggi? Il 31 maggio. Grazie. Prego. 31.5. Čau, prostite, kateri datum je danes? Ne vem. 23. maj. Datum? Pa ja mislim, da danes 31. Je li točno? Kako veste? Pa znam, zato sam išel po penziji vidjeti. 31.5. What date it is today? 1st of June? Are you sure? No, not really. It's the 31st of May. Okay. Yeah. Ne vem. Ja, 31. juni. Maj. Primož Roglič je morda zmagal na Giro d'Italia, ampak je zvezda novinarske konference bil nekdo drug.
Extra watts, so we're just flying, enjoying. What do you expect tomorrow in Rome? What kind of party do you expect tomorrow? Tomorrow, the end of the Giro in Rome. What do you expect? One more day to go. One more focus, because I think the lap is quite hard, technical. So yeah, it's not over till it's not finished, but looks good. Voilà. Thank you. Hej, pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. Začetek junija je tokrat obarvan s sproščenimi dogodki, kot so pesniški večer in predstavitev knjige, nastopi pihalnih orkestrov, plesna predstava ter prenos Metropolitanske opere. Prav tako bo v prihodnjem tednu na voljo koncert turbo folk glasbe, rap in trap večer in pa rock and roll koncert. V Izoli pa se bo pričel filmski festival Kino Otok, ki ga bomo od blizu spremljali tudi na Megafon TV. V živo se bomo javljali z festivala vsak dan med sredo in soboto ob 17:45. V soboto 3. junija bo v koperskem kinematografu Cineplex ponovno prenos Metropolitanske opere v živo iz New Yorka. Ob 18:55 si lahko tokrat ogledate pravljično Mozartovo opero Čarobno piščal. Ponovno obljubljajo odlično zasedbo in spektakel s pomočjo raznih projekcij in akrobacij. Več pa si lahko ogledate v napovedniku. Istega dne ob 19. uri bo v Sončni dvorani koncert po imenu Jaz in glas v sklopu razstave Puščava. Avtorica Nina Jereb bo zapela 7 pesmi v skladu s 7 postojankami razstave. Ljubiteljice in ljubitelji turbofolka pa ste vabljeni na koncert balkanske dive Nede Ukraden. Koncert s pričetkom ob 20. uri se bo odvijal v Kopru na Ukmarjevem trgu. Poleg nje pa bo nastopila še domača glasbena zasedba Roxy. V osnovni šoli Koper bo prav tako v soboto ob 8. uri zvečer dobrodelni koncert Ujemi svoje sanje. Ta bo namenjen spominu na Danila Kocijančiča. V ta namen bodo skupaj nastopili pihalni orkester Marezige ter pihalni orkester Izola. V njihovem spremstvu pa bodo nastopile še številne glasbenice in glasbeniki, kot so Drago Mislej Mef, Lea Sirk, Lara Baruca, Lana Hrvatin, Boštjan Velkavrh, Žiga Rustja, skupina Prizma in oktet Aljaž. V soboto se lahko ob 9. uri odpravite še v izolski bar Hangar, kjer bo nastopila beograjska garažna rock skupina Repetitor. Zasedba združuje energični rock and roll in post-punk. Za lažjo predstavo pa prisluhnimo najnovejšemu singlu Sa izvora. Nedelja bo ponovno obarvana z bogato glasbo pihalnega orkestra. Ob 8. uri je namreč na sporedu letni koncert pihalnega orkestra Piran. Poleg orkestra bodo na odru Auditorija Portorož nastopili še Nina Tomič s klarinetom in šolski pihalni orkester glasbene šole Koper. V ponedeljek 5. junija bo v mestni knjižnici Lucija predstavitev knjige Posebna punca. Ob 18. bo pisateljica Jerneja Renko predstavila svoje zapise, v katerih pripoveduje o tem, kako občuti materinstvo. Poleg predstavitve knjige bo vodila delavnico namenjeno staršem, ki imajo otroke s težavami v razvoju. V torek 6. junija bo v mladinskem centru Markovec City večer družabnih iger. Od 16. ure dalje se lahko družite in preizkušate v igrah, kot so Exploding Kittens, Cards Against Humanity, Dixit, Jenga, Make and Break, Activity in še mnoge druge. Istega dne vabljeni še na preddogodek filmskega festivala Kino Otok. V sklopu festivala se bo ob 18. uri v galeriji Salsa Verde otvorila razstava Tempo v prostoru. Študentke in študenti magistrskega programa Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici skozi svoja dela izražajo svoje razmišljanja o pomenu časa in prostora v kontekstu družbenega in okoljskega razvoja.
Ob 21. uri pa bo v letnem kinu Arigoni sledila še projekcija Presenečenja, vstop na katero bo brezplačen. Prav tako v torek bo v kavarni Lodža ponovno pogovorni večer Café Evropa na temo rednega gibanja in športnega udejstvovanja otrok in mladostnikov v Evropski uniji. Skozi leta se namreč delež otrok, ki se vsak dan ukvarjajo s telesnimi dejavnostmi, zmanjšuje. Ob 19. se bodo pogovarjali Anton Zlogar, nekdanji nogometaš in trener slovenske reprezentance, Boštjan Simunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Sam Masleš, doktor kinezioloških znanosti. Začetek junija pa bo v Izoli pester, ker se bo od 7. do 11. junija odvijala že 19. edicija Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Filmske projekcije si boste lahko ogledali pod zvezdami v letnem kinu Arigoni, filmski program pa bo na voljo tudi v zavetju Art kina Odeon in Izolskega kulturnega doma. Pri Izolskem svetilniku bo kotiček Video na plaži, kjer bodo na ogled kratki filmi. Pri svetilniku pa bo vsak večer od 23. ure zvečer do 2. zjutraj tudi glasbeni program. Filmski festival bo podkrepljen tudi s programom Pro Otok, ki je namenjen vsem filmskim profesionalkam in profesionalcem, in pa s programom za otroke, mlade in družine Podmornica. V četrtek 8. junija v čitalnici Izolske mestne knjižnice ob 19. uri prirejajo pesniški večer. Srečko Čož bo predstavil svojo novo pesniško zbirko Sem, v kateri razmišlja o sebi, svojih odnosih, odločitvah, ljubezni, prijateljstvu in usodni prihodnosti. Istega dne, torej v četrtek ob 19. uri, vabljeni v Piransko gledališče Tartini na pomol plesnega ustvarjanja. Plesni nastop temelji na avtorskem solo projektu Indultado plesalke Lije Ujčič in predstave navdih plesalk Izolskega plesnega studia Laj. V petek 9. junija v Centru mladih Koper ponovno prirejajo večer rap in trap glasbe. Ob 20:30 minut bosta oder zavzela reperja Burke in Reta ob spremljavi DJ-ja ter producenta Šaota. Upam, da je vsak našel kakšen dogodek zase, hvala vam za pozornost in se vidimo naslednjič. Čau!